Žive punce, tanga introta pa še ne. Ta video snemam zdaj že v 6. se mi zdi v zadnje pol ure. Zakaj? Prvo najverjetneje slišiš in bom kar na začetku povedala, da ti ne bo preveč čudno, jaz sem bolna in trenutno je moj glas malo na počitnicah, tako da pač bomo delali s tem, kar lahko. Drugo, hotela sem biti res fajn in zato, ker je ven res čudovit, sončkast dan, tak, da bi ga mogel vsak izkoristiti, sem hotela snemati na balkonu in naj samo rečem, da se ni lih dobro šlo, bomo pustili pri tem. Potem sem prišla snemati na točno ta plac in prvo mi je Buki vse prevrnil, kar je odzadi. Drugo, sem ugotovila, da je make-up totalno zbrisan in najverjetneje tudi zdaj je, ker pač pomagaj si in Bog ti bo pomagal. In potem se je začela baterija šla, dam ven, dam fila, dam drugo, spominska kartica šla, dam ven, dam drugo, dam to sprazen in zdaj končno se spravim v snemanju. Torej ja, kaj bom danes govorila, o čem bom govorila? Ta video je v bistvu nastal zaradi tega, ker sem bila danes pri frizerki in sem se zavedla, dejansko nikoli nisem spregovorila v videu o moji negi las. In to je res tema, kar sem dostkrat vprašana, zaradi tega, ker tiste, ki me res spremljate, veste, da sem imela vse, od proksidno biondih, dolgih las, do modrega ombreta, do rdeča, do nikar da ne bi sprobala ros. In še vedno, če pomislite, imam tukaj še pol glave, do tukaj samo lasko, ker sem plač poleti zabrita tudi od zadaj, pa da imam pol glave zabrite, pa tako imam jaz ogromno las in kar precej zdrave, if I do say so myself. Tako da ja, tokrat sem se odločila spregovoriti končno o negi. Naj poudarim na začetku, da to, kar deluje zame, pač deluje zame. Lahko svetujem nekomu, ki ima tak tip kože, ker žal pri lasih, oziroma žal, na srečo, žal, kakorkoli se vzameš, pri lasih je tako, da dosti igra tudi genetika in pri nas doma imamo vsi zelo močne lase, tako da jaz lahko ekstremno dosti eksperimentiram z njimi in niso toliko uničeni, kot pa nekdo, ki ima bolj redke lase ali pa bolj, da so nagnjeni temu, da bi se uničili. Še drugo, kar bom povedala, tudi sama nega se pri meni kar precej pogosto menjuje, ker tistih nekih holy grail products povem, da še nisem našla, oziroma tiste, kar sem, so mi pa iskreno povedala preveč dragi, da bi jih redno kupovala, ker pač koncu živim od bloganja, ko je pa zdaj to reči. Kar pomeni, da moji prihodki niso lik taki, da bi si lahko privoščila nekako luxury kozmetiko. Tako da pač delimo s tem, kar lahko. Se lahko vidi, kako si sama sebe, sem čudna, ker sem bolna. Torej ja, back to the basics. Kaj je prva stvar, kar jo naredimo za svoje lase, vsaj v mojem primeru? Res prva zadeva, kar naredim, preden si gremo umiti lase, a ja, pa lase si obmivam enkrat na 2, 3, kdaj tudi 4 dni, odvisno če vam tist dry shampoo, tist za rjave lase. Vse v tistem sem že stokrat govorila, evo, to je moj holy grail. In jaz sem joj, ne vem koliko evrov, 5, 6, 7, 8, ne vem. Zmanjkalo mi ga je tako, da v tem videu žal ne bo, ampak tisto je dejansko moj holy grail. Si pa lase res pravim čim manj umivati, kolikor res gre, da ne. Ker če imaš ti masne lase, kar jaz original imam, ampak sem pa zdravila, najhujše, kar lahko delaš, je, da jih preveč umivaš. Zato, ker lasišče to zaznalo, kot da so lasi sušeni in bo samo še več olja in več olja in več olja in bo to samo začaran krog. Ti se hočeš znebiti masnih las in bojo še bolj masne. Če pa se umiriš, pa trpiš kak teden, dva pač z masnimi lasmi, boš videla, da se bodo olja počasi nehala nabirati. Ok, je možno, da so kakšna zdravila? Jaz si nisem nobenih zdravil vzela. Preveč vitamina C je zdaj to naredilo, kako. Torej, prva stvar, to je pa fakt dolg intro. Prva stvar, kar jaz naredim, je, da nanesem mojo mešanico olj. To jaz dejansko uporabljam na obrazu, ampak zadnje čase, ker mi je zmanjkalo organovega olja, sem začela tudi na lasih uporabljati. Sicer imam kar v steklenički od Melvite, je bilo to Nigella oil, pozabila sem, kjero je. Žal pač tako dobra youtuberka, blogerka, beauty guru. Ampak to njihovo olje je zelo dobro za aknasto kožo in lahko potrdim.
Torej, tu notro, kar je zdaj zmešano, punce, pište si, kar bo dolgo, in že prej, ko sem na balkonu, snemala sem 3x za J. Torej, notri je to olje, kar je od Belvite, torej neko Nigele oil, Nigella oil, whatever, to. Potem je notri arganovo olje, kokosovo olje, olivno olje, ricinusovo olje. To je to, se mi zdi. Ok, in to zmiksam in dam samo na konice. Samo na konice. To pustim vsaj 1 uro, da deluje. Sicer eni pravijo, da itak samo 1 uro se v sam las upijajo izdelki, tako da več kot to niti nima pointa. Ampak jaz si kdaj privoščim tudi malo več, beri, pozabim, ker gledam kako serijo ali pa kaj delam, se z mački vadam in pač je malo dlje. Potem si zmočim lase, dobro s toplo vodo, ne vrelo, ne, ni šans, ampak toplo, zato ker lih topla voda malo lažje, malo bolj razčleni ta olja. Malo sicer veste, da pač olje, voda se ne miksa, tako da ni point, ampak minimalno pa naredi neki, to sem opazila. Druga stvar, kar je, uporabim ta šampon. To je naraven šampon, sem ga dobila pri Ecoverte, PHB Ethical Beauty is a family business, 20% of profits go to charity. Priznam, da me je to prodalo, da 20% gre dobrodelne namene. Torej, ja, to mi je prodalo. Jaz si vedno našamponiram 2-krat lase, ne me vprašati zakaj, pač lahko da je moja mati to delala, ko sem bila mala in sem se to navadila. Ampak vseeno se počutim, kot da tisto prvo samo spere ta olja dol, drugo pa dejansko tudi olja od samega lasišča in da je to bolj sprano. Tako da pač ja, 2-krat sperem. Pri tem šamponu uporabljam ga zdaj že 2 meseca sigurno in ga imam še vedno. Torej, se pa res čuti, veste, kad je una squeaky clean, kaj je una besedna zveza. Tako nekako je, ker se skoraj čuti, kot da bi klik delali lasi. Ne znam drugače povedati. Dejansko se čutijo čisti lasi in meni je to res pomembno, ker itak to jih zdrsa dol vse, to se zavedam in ene blogerke je bila verjetno zdaj ne, pa naravno olja. Ne skrbeti. Imam tudi izdelke, ki pol nahranijo, kada je vse hranila nazaj v lase. Ampak ja, za začetek 2-krat uporabljam to. Dobi se, kakor sem rekla na Ecoverde, je to Citrus and Chamomile for dry damaged or colored hair, kar jaz vse imam. Ne, dry nimam, pa damage tudi niso toliko, ker pač hvala Bogu za moje gene in za preventivno nego. Ampak so pa colored, ne, si vsako vi, imam naravno črne lase, trudno so rjavi, danes sem se hotela tudi pri frizerki prefarbati, ne bom povedala, katero barvo. Sem se hotela prefarbati, pa mi je rekla, da žal, če bi to naredilo v enem dnevu, da bi totalno mi scvrlo lase. Tako da smo pač prestavili naenkrat drugič, mogoče čez 1 mesec, če me bo še ta ideja, če bo še v zraku, kar zaenkrat lahko rečem, da sem kar navdušena, da sprobam tisto barvo. Tako da ja, boste videli, če bo drugače, pa če se zelo rada igram z lasmi. Torej, druga stvar, kar jo uporabim pri tušem, je z iste linije Restoring Conditioner, Citrus and Chamomile for dry, damaged or colored hair. Ta zadeva je tudi za vegane. Moji vegani, spremljite to znamko. Na Ecoverde lahko res najdete ogromno stvari za vegane, ker pač ne izkoriščajo živali, ne mučijo živali, ni testirano na živalih, nobena sestavina iz tega ni testirana na živalih, ni živalskih, oziroma ni sestavin iz živalskega izvora, tako da definitivno pogledajte to znamko. Pri samem balzamu, ok, ne sem že za J, ne uporabim tega prvo, ampak nekaj drugega, ampak povedala zdaj do konca o tem. Ok, sem bolna, ta video mi je oproščen. Pri samem balzamu se ne toliko čutim, da se nahrani, pač ja, so malo bolj nežni in glossy lasje, ampak dejansko ne čutim neke ful razlike, priznam. Zato pa predtem uporabim edini izdelek, edini iz te linije, ki me ni totalno razočaral, ampak je vsaj nekako poprečen. In sicer se gre za linijo Precious Argan. Vem, da dosti blogerk je hvalilo to linijo in zato sem tudi jaz jo šla kupiti in bila razočarana. Torej, ja, Precious Argan Hair Mask. Hair, se vidi, da sem bolna. Torej, ja,
sama linija je mene totalno razočarala. Šampon za lase in balzam, balzam ga imam še celega v kopalnici, dejansko ga uporabljam za brit noge, ker če še ne veste punce, ful dober trik, da ne bodo porezne, pa da bo koža še vedno nahranjena. Balzam za lase, če imate kakega tako bupnega, ko je ta, super zat na noge, tako dejansko ne vržete samo stran še čelo tistem. Ampak sama maska za lase pa je okej, ni neki presežek, ne mi ne spreminja las, ampak okej je, da da malo vlage nazaj lasom, tako da pač neka poprečna. Zgleda pa izdelek tako, kakor sem rekla, dosti bloger, ki je celotno linijo zelo hvalilo. Mene žal ni prepričala linija niti malo in imam še, upam, da ni preveč gnusno, ne, ni okej. Imam še toliko izdelka in kadar to porabim, lahko garantiram, da se nikoli v življenju, okej, ne, tega ne moram reči, ker pač nikoli ne reči nikoli, ampak da se verjetno ne bom več vrnil na tej liniji. Razen, če ne vem, kak čudež bom z tega naredil. Torej, uporabim šampon, pol masko, pol balzam. In to je že to, med tem časom, ko imam balzam, masko, karkoli gor, se obrijem, se našamponiram, se vse, kar pač peeling si, kak naredim, pač vse, kar imam čas, res pustim in pri maski in pri balzamu, kolikor se le da razpotegan čas, toliko bom razpotegala. Potem prijem izpod tuša in prva stvar, kar jo uporabim, je nekaj, kar mi je, kaj je ona meni, snah, ne, to je mami. Nekaj meni. Pač od brata punca mi je za rojstni dan ena matija frizerka in mi je za rojstni dan dala nekaj hydration cream, ki se uporablja po tuširanju. Gre se tudi pri tej zadevi za dokaj naravne sestavine. Pač dejansko sem opazila, da razen tega in še tistega izdelka, ki vidite, sama ne uporabljam niti toliko nekih umetnih stvari na laseh, tako lahko da tudi to pripomore, da so moji lasi kljub vsemu, kar delam z njimi, zelo zdravi. Ja, je pa, naj priznam, da neprijetnega vonja. Pač meni je vsebno, ne spominja me na starejše ženske, vsako piše, kaj je noter, kak je vonj. Pač bom povedala organic ingredients, highly christened stoic extract, ginkgo biloba leaf extract, eternal flower that never fades even after it dries. Immortelle, dejansko neka roža, Immortelle, daj pogooglite, če imate cajt, pa mi napišite spodaj. Roža Immortelle se ji reče. To bi jaz ful zadnje čase res ful se rada poglabljam v pomene z različnimi stvarmi. Tu je na primer za rožami. Nikoli ne bi vedela, obstaja roža, ki se ji reče, tu je Immortelle, pač to je njeno drugo ime, drugače pa Helichrysum, whatever. Da obstaja roža, ki se ji reče Immortelle in da je roža, ki nikoli ne fades, kako bi bilo ni oveni, zbledi bi bilo, ampak ne more roža zbledeti. No, da even after it dries, its special ingredients give special functions, can deeply moisturize and repair dry and damaged hair from within. To vedno uporabljam, takoj, kadar so lasi še mokri, oziroma vlažni, si dam na konice, pa dam spet nazaj v brisačo in to pustim, ne vem, 5-10 minut, odvisno, vmes si tako grem ali kavico, si naredite ali čaj ali karkoli in nekaj časa pustim, da to dejansko deluje. Potem se vrnem nazaj in uporabim eno stvar, ki včasih pač pozabim uporabiti, bom kar iskrena. Včasih jo pa uporabim potem šele, kadar si posušim lase, če si posušim lase in ne pustim, da mi jih pač naravno okolje posuši. In sicer od Baleje Color Shown Harol, ne znam. To zaleče olje priporočala mi ga je sodelavka in dobra prijateljica v Spartini. Poprečno olje, nimam nekaj za pohvaliti, nimam nekaj za reči, pač en dodatni korak za se razvajati, tako mi je s temu rekla. Zdaj zadnje 2 meseca pa še nekaj uporabljam. Ste verjetno zasledile po celem Instagramu, ker so zavzeli, se mi zdi, da Instagram po vseh blogih, po vseh ste lahko videli in sicer Sweet Bare Hair vitaminčke. Jaz sem v preteklosti uporabljala že tudi sam B-kompleks, pa vitamine neke druge za lase, ne spomnim se, kako se kličejo, ker mi jih je mama nekje zrihtala. Pa ogromno teh zadev, ampak lahko garantiram, da nobeni niso bili toliko dobrega okusa, kakor so tej. Priznam, da so prišli tudi že dnevi, ker sem pojedla dosti več kot enega, ker mi je pač cukor padel
In to je bilo edino sladkega, kar imamo v stanovanju. Tako da pač se je zgodilo, ne. Ne, sama ne vem, če sem kaj opazila, pač definitivno ni škodilo mojim lasem. Je tudi noter vse od biotina, kar če gledate, malo spremljate YouTube sceno, veste, da vse, ampak res vse youtuberke priporočajo biotin za močnejše, bolj goste, bolj sijoče in ne vem kaj vse lase. Tako biotin, zink, folna kislina, halin in sotalin, vitamina C, D, E, B6, B12, pač vse možno, kar lahko dobite za lase, je tu noter. In bombončki, jaz, če me poznate, tudi osebno veste, zelo nisem človek za bombončke niti malo. Dajte mi sladoled zadnje čase, če že jem cukor. Sladoled, palačinke, piškote ali pa en dober pomfrit, pa me imate prodalo. Dajte mi bombone, pa blizu nam šla. In še jaz, kot sem prej povedala, zdaj, kar sem imela tiste svoje sugar cravingse, sem posegala po tem, toliko dobro je. Zraven tega imam sicer še za en mesec za sprobat. Ampak kot sem rekla, ne moram vam še povedati, kaj si mislim, ker iskreno nisem opazila nobenega oh my god efekta. Na nič so pa definitivno dobri bombončki, jih pravim jemati res vsak dan, priznam, da kak dan tudi preskočim, ker žal jih imam eni omari, kar kdaj pozabim pogledati not, kadar pač vsako jutro imamo vse neko smiče za zajtrk. In so pri vse neko smiče, kadar se pa odločim, da bom za zajtrk nama naredila kakve palačinke, ali pa odsvrla kako jajčka, ali pa kaj tazga, pa pač ne sežem po vse neko smičih. In ja, definitivno zadeva, kar me je pritegnila, če ne drugega zaradi tega, ker Kardashian clan, love them or hate them, I hate them, ampak vseeno imajo tako vpliv, da sem tudi jaz, kadar sem videla, da Kardashian, ker ki tazga jemljajo, da sem tudi jaz pač, ne. Sicer moj to sovraži in govori, da je tam cukor, da ste bomočki, ampak on ni prebral zadnje strani, tu noter so dejansko vitamini, plus zraven tega. A veste tudi, ker vete, da je mlekarno kamorkoli, da obstajajo vitamini za otroke. Zakaj si ženske kdaj ne bi mogle privoščiti kaj tazga, kakve vitamine v obliki bombončkov? Zraven tega, če smo že same tak bombonček in cukrček in sladkorček. Koliko se pa še topi? A ni fajn, da imamo tudi nekaj, da se pocrkljamo. Ok, ta video poseben je bil. Če je bil pa kjer video poseben je to ta. Sem all over the place, sem konkretno zbolela, ampak danes je petek in drug teden v torek grem že v London. Tako sem hotela vsaj nekaj pripraviti za takrat, ko bom jaz uživala na nekem Revolution eventu in ko bom se sprehajala po londonskih ulicah in vse, da bom dejansko imela tudi nekaj za vas. Tako da thumbs up za to, da sem tako fajn youtuberka. Lepo prosim. Drugače pa ja, to bo za ta video vse. Če ti je bil video všeč, če si želiš še več, če si želiš kak od teh izdelkov res podrobno predstavim, zakaj dejansko uporabljam točno to, ali pa če hočeš vedeti, kako sama pripraviti in zakaj je dejansko vsaka od teh sestavin super za lase in za kožo, uporabljam za oboje in za obnohno kožo, res za vse uporabljam to zadevo, mi to napiši spodaj, pa bom naredila ali blog post, ali video, kjer sem bolj poglobila. Če si želiš vedeti, kje dobiti bombončke, ti bom tudi napisala spodaj. Če si želiš vedeti, kje dobiti šampon in to, ti bom tudi vse bo v infobaru, kakor vedno. Tako da ja, do naslednjega videa vam želim povedati, da sem zelo rada, da se veselim našega aprilskega srečanja, ki bo, nekaj vas je že pisalo, da se vidimo tam, jaz sem že tako presrečna. Ne moram verjeti, da se te zadeve dejansko realizirajo, tako da se vidimo, če ne prej tam. Zaenkrat pa bo to vse, klikni všeč mi je, ne se pozabiti subscribe-ati oziroma jih obratno. Tako da ne zamudiš naslednjega videa in se vidimo drugič. Čau, čau! I took a pill in Ibiza to show Avicii I was gone. And I found a guy who was 10 years old, but fuck you, do something. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made $1 million and spent it all, girl, the shit. And you don't wanna be high like me, don't step on the roller coaster alone.